Glavni odmor po malici je čas za druženje na hodniku, igranje igric in včasih tudi za prepisovanje domačih nalog. Prepisujem nalogo za matematiko, ko včeraj pač nisem naredil, nisem je ljubil. Matematične domače naloge se kar pogosto znajdejo na vrhu lestvice prepisanih. Razlogi za to so različni. Imel sem trening, pa nisem imel časa za domačo nalogo. Včasih prepišem, kaj doma ne znam narediti. Za nalogo se je treba potruditi, vsak dan ji je treba posvetiti kakšno uro svojega časa. Prav zato za prepisovalce obstajajo določena merila. Pač dan tistemu, ki vidim, da pač res ni mogel narediti, ali pa ne tako, da je bil len, pa je pač pol cel dan zabušaval, pa igral igrice. Ja, ponavadi dam nalogo za prepisati, ampak včasih se počutim malo bedno, zato ker sem se jaz trudila. Drugače pa je, ko je treba za domačo nalogo napisati spis, kjer ni enoznačnih odgovorov in je potrebno uporabiti domišljijo. A tiste kakšne domače naloge ali pa kakšna domača branja, ki so za oceno, se mi pa ne zdi tako fair, da bi dala komu za prepisati, ker potem ni pošten, ker se mora vsak za svojo oceno boriti. Če prepisovalca dobi učitelj, pa seveda sledi kazen. Najprej preverim, kdo je od koga prepisal, potem to si vpišem v svojo beležko in obvestim starše. Čeprav se prepisovanje zdi tako mamljivo, saj je naloga opravljena brez kakršnega koli truda, so učenci do tega kritični. Ja, slabo zame. On več se nauči. Potem se nič ne naučiš, če se ti res mudi, je v redu, drugače pa ne.